Dobrodošli nazaj, takole iz križarke bomo zašli v teme žanrskega filma, še predtem pa k prometu in piji. Ja, lep pozdrav zaenkrat tudi tale naš promet zgleda kot iz kakšnega akcijskega filma, tako da vas opozarjam, da le previdno vozite po cestah, tako zaradi sebe kot zaradi drugih. Posledice prometne nesreče na Dolenjski avtocesti v predoru Mali Vrh proti Ljubljani so sicer umaknjene, ostaja pa zastoj, ki sega do priključka Grosuplje-Vzhod. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, na ljubljanski vzhodni obvoznici pa poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta. Promet je pa v vzhodni ljubljanski obvoznici v obe smeri zopet dovoljen za tovorna vozila, odprt je tudi izvoz na Zaloško iz smeri Zadobrove. Danes ponoči bo zaradi testiranja elektrostrojne opreme med 22. in 5. uro na vzhodni ljubljanski obvoznici zaprt predor Golovec v obe smeri. Obvoz bo po severni obvoznici. Od Ljubljane proti Mariboru je med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica v smeri Maribora zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoji se pojavljajo tudi pri Škofljici v smeri Lavrice, na koncu Trzinske obvoznice v smeri proti Črnučam, pri avtocestnem priključku Ljubljana-Šentjakob v smeri proti Ljubljani, na izvozu Grosuplje-Vzhod v smeri proti Ljubljani in pri Škofljici v smeri proti Ljubljani. Od Kopra proti Ljubljani je na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi okvare vozila oviran promet. Tako da ja, ceste so še vedno mokre in spolzke, le pazite, da boste varno prispeli na cilj. Hvala, Pija. Ja, upam, da bodo varno vsi prispeli na cilj in da ne bo več toliko akcijskega dogajanja na cestah, da bo bolj samo v filmih. Se gledamo kmalu. Zdaj pa je čas, da se posvetim naslednji gosti, namreč z nami je Maša Peče, ki je vodja festivala žanrskega filma Kurja polt, ki ponavadi poteka izključno v Slovenski kinoteki in pa tudi v Kinodvoru, namreč znani so potem, da predvajajo filme kar iz filmskega traku, ne pa v digitalizirani obliki, ampak letos je pa vse drugače. Tudi festival poteka izjemoma junija, tako da se bomo malce pogovorili več o tem, zakaj je letos drugače in tudi, kaj vse lahko pričakujemo. Dobrodošla, Maša. Dober dan, hvala za povabilo. Torej, letos se odvija festival junija, jutri začnete. V kakšni obliki se bo odvijal? Ja, torej festival smo prestavili na junij, tako kot večina festivalov, zdajle kar gneča po svetu. Ja, vse naenkrat, ja. Ja, vse naenkrat, seveda, ker smo vsi upali, da se bomo lahko srečali v kinu. Ker pa seveda festival pripravljamo mesece in mesece, torej več kot pol leta, nismo vedeli, da se bomo srečali v kinu, zato smo letos festival zasnovali, kot se reče po novem, vsi uporabljamo to besedo, hibridno. Se pravi, filme bomo gledali na spletu bojo dostopni od jutri, ko se festival začne, torej 8. junija do konca, do 13. junija. Jaz sem zelo vesela, da so vse kinematografi odprli in da se torej bomo zares srečali hibridno, torej tudi v kinoteki in Kinodvoru. Seveda pa poleg te sreče in veselja je tudi veliko enih frustracij. Jaz moram kar izkoristiti tale obisk tudi za en apel gledalcem, namreč mi, organizatorji kulturnih dogodkov, smo seveda blazno nesrečni, ker gledamo sprostitve omejitev v gospodarski dejavnosti, ta teden v kongresni dejavnosti. Tudi za nas kot posameznike na ulici se marsikaj sprošča. V kulturi seveda ostajajo zelo stroge omejitve, ki nam preprečujejo publiko in publiki, torej posameznikom, dostop do kulturnih dobrin in vsebin. Tako da apeliram na gledalce, ki za ogled kulturnih prireditev potrebujejo tako imenovane PCT pogoje. Če tako kot mi v ekipi še niso imeli te sreče, da bi bili v celoti cepljeni, naj se tako kot mi odpravijo na kakšno brezplačno točko testiranja, tudi mi bomo tam postavili in naj se nam pol pridružijo ta teden v kino. Da ne bomo sedali, ne? Ne. Tako bi lahko rekli. V bistvu bi pa tudi glede na to, kako se situacija razvija, bi kakšen žanrski film lahko nastal tudi na to temo in najbrž tudi je. Ampak najprej bi pa takole vprašala, ne, za tiste, ki morda ne vedo, kaj sploh je žanrski film?
Ja, beseda žanr, izraz žanrski film se večinoma uporablja za bolj mračne žanre. Ne? Se pravi, ne toliko za dramo, čeprav bi lahko rekli, da so vse to žanri, ampak prav izraz žanrski film se uporablja za grozljivke, trilerje, srhljivke. Tisto, kar povzroča znanstveno fantastiko. Tako je tisto, kar povzroča kurjo polt. Moram reči, da je beseda kurja polt v latinščini dejansko izhaja iz besede horor oziroma beseda horor iz tega, tako da gre za nekaj, kar stoji po konci, tako da to sta najbolj tesno zvezani zadevi ali pa pojava. Skratka, ja, tisto, kar povzroča kurjo polt, pravilno. In katere vse žanrske klasike bomo lahko vsi letos ogledali na festivalu Kurja polt? Letos klasik manj, ker smo digitalni in hibridni, smo rekli, bodimo čim bolj sodobni, namreč nima smisla, da kažemo te klasike v digitalni obliki in v domačem kinu, zato ker tam že obstajajo, bodisi na Blu-rayih, DVD-jih ali pa na drugih platformah, tako da imamo klasik res samo za okus, pač nekaj jih mora biti in imamo dve, ki sta sicer iz istega leta, 75, ampak iz dveh popolnoma različnih polov. Torej, festival bomo zaključili z kanonsko klasiko, torej s filmom, ki ne pripada samo nam v žanrskem svetu, ampak vsem cinefilom, vsem ljubiteljem in poznavalcem filma, to je Piknik pri Hanging Rocku Petera Weira. Torej kanonskega režiserja, avstralskega, ampak obenem nekoga, ki je ves čas delal tudi žanrske filme. The Cars That Ate Paris, The Plumber, to so njegovi najbolj znani žanrski filmi, tako da ga nekako tudi mi ugrabimo. Spada tudi k vam? Ja, tudi k nam. In druga pa je tisto čisto mračno nasprotje, torej za našo polnočno, kot pravimo, projekcijo v soboto po noči v kinoteki. Imamo vedno tisti najbolj odbit in kulten film, tako imenovan Midnight Movie, to pa je Thundercrack, Gromska strela, res kultnih avtorjev gejevskega queer underground ameriškega filma iz 70-ih let, Kurta McDowella in takrat tudi njegovega partnerja Georgea Kučarja. Film, ki je obenem grozljivka in ful kričeča melodrama in erotika, ali pa mogoče bolje parodija grozljivke, parodija melodrame in čisto prava erotika. Torej, en zelo poseben, unikaten in mogoče en najbolj kultnih filmov vseh časov. Kako pa v bistvu potekajo izbori filmov vsako leto? Zdaj že 8. leto je festival Kurja polt. Na podlagi česa izbirate in ali ima kakšno rdečo nit vsako leto festival? Ja, kadar imamo retrospektive in festival je zelo močno retrospektiven, potem za to glavno retrospektivo vedno zberemo eno rdečo nit, s katero se pa vedno tudi majčkeno pohecamo, torej si tudi sami kontriramo, ker jaz mislim, da je predvsem pomembno, da v kinu gledamo različne filme, ki v nas zbujajo radovednost in tudi način, kako gledati izven nekih okvirjev in definicij. Tako da ponavadi imamo vsako leto tematsko rdečo nit in te stare filme, te retrospektivne filme zbiramo na podlagi znanja. Filme gledamo, o filmih beremo, to pač prihaja iz tega osebnega zanimanja in poklicnega zanimanja. Sodobne filme pa seveda zbiramo na tujih festivalih in predvsem tudi teh tujih tržnicah v Cannesu, v Berlinu in tako dalje. Tako da predvsem z udejstvovanjem na festivalih čez celo leto. No, na meniju je letos kar nekaj različnih filmov, tudi nekaj komedij, ne? Gre najbrž pa za črne komedije. Ne gre samo za črne komedije, ker v resnici v žanrskem filmu ni vse samo mračno in to je nek stereotip. Ja, je. Imamo sicer tudi, rečemo, da nekaj črnega humorja, predvsem v filmu mogoče Večerja po ameriško, ki malo satirizira ameriška predmestja in malo meščansko kulturo, ampak je obenem tudi taka, mi rečemo, antiromantična komedija. V glavnem je tudi en zelo feel good film, kot se reče. Letos bomo imeli predvsem take zelo humorne in feel good filme, ker se mi zdi, da je to zdaj rabimo. Črni humor je tudi v odbiti animaciji Stari mlekar iz Estonije, kjer se tudi veliko borimo z raznimi stereotipi politične korektnosti, tako da to je en tak kar začinjen, hecen film. Potem imamo pa tudi čisto drugačne komedije. Imamo znanstveno-fantastično komedijo, to je en od naših svežih žemljic, film Neskončni 2 minuti
japonski, ki govori o potovanju v času, ampak potuje v času samo 2 minuti naprej in nazaj. Gre za en bolj lahkoten, pa skoraj matematični rebus, ki ga gledamo. In imamo komedijo, ki je pa komedija zaradi resničnosti, se pravi, je dokumentarni film Osmi potnik na odru, kjer komični učinek ustvarjajo resnični ljudje in njihov neverjeten podvig. Se pravi, kultni film Osmi potnik so se spravili dati na oder. Ja. Pa je to je bila visokoproračunska produkcija ali so se to... Mislim, prvič je zanimivo to, da so se to spravili početi vozniki avtobusov iz malega mesteca Dorset v Angliji. Kar mogoče po eni strani me niti ni presenetilo, jaz, ko sem mlada hodila v London in sem stopila na avtobus, kjer so me tako lepo pozdravili, how do you do, good morning, sem si vedno mislila, a so vsi avtobusarji v Veliki Britaniji v resnici upokojeni profesori iz koledžev. In potem pride ta film in ja, seveda, da imajo avtobusarji v Dorsetu tudi svojo amatersko gledališko skupino in čeprav ponavadi uprizarjajo neke pantomime, neke impro lige, se tokrat odločijo, da bodo naredili predstavo, ki zahteva posebne učinke, scenografijo, kostumografijo. V glavnem, ta film se gleda hkrati kot navdihujoča komedija, obenem pa kot najbolj napet thriller, ker si gledalec ves čas grize nohte, A jim bo uspelo. In kako jim bo uspelo in kakšen je končen izdelek. No, za več bo pa treba tale dokumentarec pogledati. Ni pa to edini dokumentarec. Imate še dokumentarec Morgana, ki pa v bistvu govori veliko tudi o pornografiji in kako se ena ženska v bistvu opolnomoči skozi pornografijo, kar v bistvu ni neka tema, ki jo ponavadi povezujemo s pornografijo, opolnomočenje ženske. Ja. Tukaj gre spet za eno lepo prebijanje stereotipov, pa tokrat recimo o erotiki in pornografiji. Torej, film govori o Morgani, danes Morgani Muses, izjemno znani feministični pornografini, torej režiserki in igralki, ki pa je bila gospodinja, nesrečna žena, ženska 50 let v avstralskem malem mestu, prav tako rekoč Zakotju, iz ene zelo konzervativne družine v enem zakonu, brez ljubezni, brez fizične potešitve in kakršnekoli intime. In je nekako bila na koncu svoje poti. Torej, ona je razmišljala o tem, da si vzame svoje življenje, na kar si je naročila moškega spremljevalca za en vikend, odkrila, da kako lahko tudi ona prebudi svoja ne samo čustva in tudi fizične potrebe in je zaživela popolnoma na novo. Se ločila in se podala začela ustvarjati te filme. Najprej kot igralka, potem tudi kot režiserka. Te filme feministične pornografije. Torej, kakšna je v bistvu razlika med feministično pornografijo? Ja, feministična oziroma etična pornografija, kot se tudi reče, je torej erotika, ki ima tako imenovani sex positive, torej spolno pozitiven pogled na spolnost, ki spolnosti ne dojema kot in jo ne prikazuje in tematizira kot nekaj moralno spornega ali celo slabega, ampak kot normalen, naraven, zdrav del odraslega življenja. Tukaj v tem primeru še mogoče korak dlje, ker gre tudi za starostno pozitivno erotiko, torej za pomembno sporočilo, da pornografija in erotika nista samo za mlade in nista samo upodabljanje mladih teles, ampak je seveda spolnost naša potreba in pravica tudi v zrelih letih. Ne? Odlično, hvala za enkrat. Mi dve se bova o kurji polti in kaj vse letos še ponujate, še pogovarjali, predtem pa gremo za nekaj trenutkov v oglase. Smo že nazaj in z nami v studiu je še vedno Maša Peče, ki je vodja festivala Kurja polt, festival žanrskega filma. Povedali smo že, kateri dve klasiki si lahko ogledate, katera dva dokumentarca, kakšne so morda še kakšne komedije. Mogoče pa, Maša, se zdaj lotimo še kaj za ljubitelje akcijskih filmov. Se bo našlo kaj? Se bo našlo. Se bo našlo v bistvu spet dve zelo različne stvari, bi rekla. Najprej tisto, kar mogoče ne bi šteli čisto kot akcijo, samurajski film. Torej, za res klene ljubitelje japonskega mečevanja imamo en destilat te borilne veščine, film Nori samuraj Musashi,
katerem v glavni vlogi nastopa Taksa Kaguchi, ki za tiste, ki se spoznajo danes, novodobni samuraj, torej tisti Toshiro Mifune današnjega časa, tako. In mi tam gledamo v enem kadru to, kako se on spopade s 588 nasprotniki. Se pravi, cel film je v enem kadru. Ja, imamo kratek uvod na začetku, tako zgodovinsko ekspozicijo, potem pa v enem kadru spopad s 588 nasprotniki in samo meči pojejo. Tako da za tiste, ki jih to zanima, je to dejansko destilat te borilne veščine. In tudi njenega prikaza na filmu, en zelo drzen, konceptualen film je to zame in mi imamo zelo radi, če so filmi ne samo všečni, ampak se odločijo biti tudi pogumni. Potem pa imamo akcijo po ugandsko. Imamo film Huda črna, Bad Black, ki je nastal že leta 2016, oziroma nastal je še prej, svet ga je uzrl leta 2016, namreč v Ugandi produkcija poteka malce drugače. Gre za samorastniški studio Wakaliwood. Torej v Kampali, v glavnem mestu Ugande, je en predel, en slum, ki se imenuje Wakaliga in tam Isaac Nabwana z tako rekoč vso vasjo, it takes a village v tem primeru. To raise a child and to make a movie. Ja, tako. Čist vsi prebivalci tega predela sodelujejo v njegovih filmih. Gre za filme, ki so posneti za par $10, kjer vse ustvarijo sami. Iz smeti naredijo helikopter in potem ga predelajo v dinozavra, če je treba, in tako naprej. Vsi otroci v Wakaligi danes že znajo kung fu, ne samo znajo, obvladajo kung fu, tako da to so res eni neverjetni filmski podvigi, ki so naravnost navdihujoči. Se v bistvu neka protiutež Hollywoodu, ki gre vedno v vedno večji budžet, pa vedno bolj tako, tukaj pa manjši budžet, pa vseeno nastane nekaj vrednega. Ja, nastanejo najbolj nore akcijske komedije ali pa komični akcionerji, kar smo jih kdaj videli, in to je res treba gledati v kinu. Jaz sem imela to srečo, da sem tak film videla v kinu in si bom to zavedno zapomnila. Sicer pa boste imeli tudi goste, kot vsako leto, ampak tokrat ne bodo v živo, ampak bodo prek spleta. Kako bo pa vse to potekalo? Jih bo možno vseeno kaj vprašati? Bo dvosmerna komunikacija? Kakšen bo pristop? Ja, seveda. Tam, kjer bomo imeli, pri 2 filmih bomo imeli pogovore v živo. Pri filmu Večerja po ameriško in ravno 8. potnik na odru, kjer se ne bomo srečali samo z obema režiserkama, ampak tudi z avtobusarji in gledališčniki iz Dorseta. Odlično. Ja, tako to bo kar živahno, si predstavljam. To bo potekalo seveda prek Zooma po filmu, ampak lahko se bojo hkrati povezali na to povezavo in gledalci, ki bodo gledali prek spleta, in tisti v dvorani, in oboji bodo imeli tudi priložnost vprašati torej naše goste. Tako da najboljši približek temu, kar ponavadi pomeni živa prisotnost na odru. Pogovor smo imeli pa tudi z režiserkama, oziroma z režiserko Josie Hess pri filmu Morgana in za samo Morgano Muses, ki pa smo ga opravili naprej, ker je razlika časovna z Melbournom malo prevelika. Ja, bi motili preveč spalni ritem, Ja. drugače. Kako pa bo letos z konferenco kultnega filma? Ja, tudi ta bo potekala prek spleta. Naši profesorji in partnerji res v tem projektu so se, moram reči, izjemno srčno potrudili, ker kljub temu, da jih ne bomo gostili v Ljubljani, kar je seveda vedno en velik plus, so vsi nemudoma zagrabili in rekli ja, tako da letos imamo kar 4 predavanja, 5 teoretikov, pri enem sta 2 profesorici, in to iz Velike Britanije in iz Avstralije spet, ker eno močno avstralsko nit imamo letos. Predavanja bodo potekala kar od torka do petka, torej vsak dan ob 2 bomo si pogledali novo predavanje in zaključili z pogovorom vseh sodelujočih, ki je tudi žal posnet vnaprej, spet iz avstralskega razloga. Ampak moram reči, da sem navdušena nad tem, kako so si vsa ta predavanja različna tako po temah, torej predmetu obravnave, kot po formi. Tako da mislim, da bo to predvsem je seveda namenjeno tistim, ki jih zanima teorija filma in žanrskega filma, in študentom.
ki se nam ponavadi v kinu, ko imamo konferenco v kinu, pridružijo v res lepem številu, tako da upam, da si bodo tudi tokrat to konferenco ogledali na spletu. Da bo pokrit tudi ta teoretični del. Ja. Bo pa pokrit tudi v narekovajih praktični del, ne, imate tudi delavnice. Kakšne delavnice, kaj se tam ustvarja? Ja. Letos imamo eno posebno delavnico filmske scenaristike z dr. Alison Pierce, ki je prav tako teoretičarka žanrskega filma iz Velike Britanije. V preteklosti je že bila naša gostja in je predavala na konferenci kultnega filma. Tokrat pa bo ona prek spleta, prek Zooma izvedla to spletno delavnico filmske scenaristike, kjer se bodo slušatelji, udeleženci naučili, kako napisati scenarij za svoj prvi grozljivi kratkometražec. Na zelo praktičen način Alison jim je zagotovila, da ko bodo delavnico zaključili, bodo imeli pred sabo svoj scenarij in že tudi trdno idejo, kako ta film posneti. Tako da interesa je bilo veliko in delavnica je pripravljena. Mislim, da jo bodo držali za besedo, a ne? Ja. In tudi prav je, da jo. Potem imamo pa še naši klasični delavnici, ki sta pa že tradicija. Torej, ena je delavnica filmske kritike oziroma pisanja o filmu, ki jo vedno pripravljamo z društvom Kino in z uredništvom revije Kino. Druga pa je delavnica fanzina, ta pa je naša, festivalska, ker je umetnost fanzinov, pa praksa fanzinov, torej ljubiteljskih revij, časopisov, publikacij, zelo trdno zvezana z žanrskim filmom in zgodovino žanrskega filma. Torej, največ morda fanzinov je ravno na področju hororja in znanstvene fantastike nastajalo strani ljubiteljev, ker ima ta film resnično svojo subkulturo, svoj fandom, kot se reče. Je v bistvu tudi način življenja, na nek način ni samo kot da se žanrsko upotrebi za nek film, ampak je res močna subkultura. In bodo potem fanzini tudi nastali? Vsako leto nastane fanzin, odbit, brez pravil, anarhičen, tudi zato, ker je njegov mentor Nejc Bahor Biga, dolgoletni urednik punkerskega fanzina PAF in špiker z Radia Študent, tako da tukaj ni nobenih pravil in nobenih omejitev in se lahko pač udeleženci, oziroma jaz jim pravim, kar uredniki zares izrazijo. In se že veselim našega 10. festivala, ko bomo lahko te do zdaj nastale fanzine izdali v enem mega bloku, torej tudi kot posebno publikacijo. Se pravi, so že fanzini, odkar je festival Kurja polt, je ta delavnica? Ne čisto od začetka, take stvari se porojevajo počasi. Mislim, da bomo zdaj imeli 4. ali pa 5. tako da... Koliko pa se je spremenil, na primer, festival v teh 8 letih? Ne? Kako je bilo na začetku, kako je zdaj, kako se je razvijal? Ja, začeli smo seveda s popolnoma pilotsko izvedbo, takrat 2014. Temu smo takrat rekli Horror Film Festival in celo, mislim, smo rekli podaljšani vikend filmske groze ali nekaj tazga. V glavnem, to je bil en majhen, brez budžeta, samo stari filmi, mogoče peščica sodobnih. Potem smo to razširili na festival žanrskega filma, tudi zato, mislim, prvič zato, ker ne kažemo samo grozljivk in drugič, ker sem jaz na svojo veliko žalost spoznala, kako velik predsodek imamo pri nas nekako do grozljivk. Grozljivk ljudje ne gledajo preveč radi oziroma... Spadam zraven? Pa je to škoda, zato ker imamo zelo različne. Imamo grozljivke, jaz imam rada sicer vse tipe, ampak imamo grozljivke, ki so blockbusteri in franšize, imamo grozljivke, ki so fizičen gravš, tako imenovani gore, imamo grozljivke, ki so komedije, imamo grozljivke, ki so srhljivke in so zares grozljive, in imamo grozljivke, ki so umetniški film. Tako da, predvsem pa tudi, ko gledamo te filme v kinu, dobijo čist eno drugo dimenzijo. Tako da jaz mislim, da je fino se vsem podati v to. Jaz razumem, da marsikdo doma recimo si ne upa tega gledati. Ja, jaz si ne upam, no. Jaz sem mogoče, se imam za preobčutljivo. V kinu to nekaj drugega postane, tako da marsikatera tudi grozljiva grozljivka v kinu postane majčkeno komedija. Predvsem je fino deliti to tenzijo v dvorani, ker imamo pol take izbruhe. V bistvu je potem občinstvo del predstave, bi lahko rekli. Ja, absolutno.
Ampak vseeno smo to potem razširili z tem imenom Festival žanrskega filma. Tako da nekako festival na ta način raste, kolikor pač je to potrebno. Jaz mislim, da ni treba, da so vsi festivali veliki. Festivali morajo biti takšni, kolikor imajo tudi povpraševanja pa zanimanja. Mi razumemo, da gre vsem za filme, ki niso za najširše občinstvo. In meni je zelo pomembno, da pri kuriranju nimamo mase, ne gre nam za pač količino, ampak izključno zato, da je čist vsak film na programu tam z razlogom in je tam zato, ker se nam zdi izjemen. Iz zelo različnih razlogov izjemen, pa vendar. In ga je zato vredno predstaviti občinstvu. Kdo pa je vaše občinstvo? A imate kakšne, a so to pripadniki kakšnih subkultur? Kdo največ participira pri vašem festivalu? Ja, mislim, vse je zelo različno. Občinstvo imamo takšne, ki so vikend gledalci, pa pridejo na kakšno stvar. Imamo takšne, ki si ogledajo popolnoma vse. Ki živijo s festivalom. Ja, ki so res ljubitelji žanrskega filma in so tudi poznavalci žanrskega filma. Imamo po večini mlade, ampak ne samo. Veliko te publike je seveda tudi te, ki se dejansko, jaz vedno rečem, da je Kurja polt cinefilski festival, zato ker se tem filmom resno posvetimo, zato ker tudi mene kot kuratorko ne zanima samo žanrski film, ampak sem v celoti filmoljub. In tako tudi veliko te publike v bistvu prehaja med našimi delavnicami in obenem so oni tudi gledalci. Tako da to je veliko ljudi, ki se teoretsko tudi ukvarjajo z filmom. Tako da mislim, da imamo eno zelo filmsko podkovano publiko. In upajmo, da se bo ta publika še razširila, mogoče tudi s pomočjo te televizije, se pravi od 8. do 13. junija letos, tudi v hibridni obliki, se pravi tudi iz obdobja domačega kavča, lahko gledalci gledajo. Če jim je tako ljubše, lahko pa pridejo tudi v živo. Ampak ne, testirati se je treba. Hvala, Maša, za obisk v studiu in upam, da bo tale Kurja polt tudi letos zažgala, ne glede na omejitve. Ja, hvala za povabilo in vabljeni seveda vsi gledalci, pridite k nam v kino. Pridite, mi pa gremo zdaj v oglase, po oglasih pa bova ponovno zakraljevala skupaj z Luko. Se gledamo.